Torej, na občinskem svetu je bila predstavitev projekta predvsem Sinteze 2 v naši krajevni skupnosti Mesta Krško. Smo na to temo že večkrat razpravljali, predvsem tudi na pobudo občanov in občank z velikimi vprašanji, kaj vse se na tem objektu predvideva. Slišalo se je marsikaj, vendar mi kot krajevna skupnost nismo imeli nobenih informacij od leta 2014, ko je bila otvoritev Sinteze 1. Zato smo v vmesnem času že tudi poslali vprašanje, predvsem kar se tiče okoljske primernosti tega projekta in pa seveda dobili zagotovilo, da je to vse ustrezno, vendar vseeno zaskrbljenost ostaja, predvsem sedaj, ko se ta zadeva širi za Sintezo 2, kjer bo seveda potrebna presoja vplivov na okolje, zato je v bistvu toliko več potrebno, da bi podjetje sodelovalo tako z krajevno skupnostjo in seveda obveščalo, predvsem pa si želimo, da bi bilo tako, kot imamo za druge, recimo nuklearka, ko ima javne podatke, ki jih obvešča vse meritve. Tukaj mora biti vzpostavljen javni monitoring, ker gre za skladiščenje nevarnih snovi, in tukaj bi bilo potrebno, da podjetje pristopi na tak način in seveda obvešča vse občane in občanke, da ni zaskrbljenosti, kaj vse se tam odlaga oziroma skladišči in kakšni so okoljski parametri, in te morajo biti javni. Skrbi nas tudi varnost, ne, v primeru morebitnih, ker tu gre za nevarne snovi, ki so tudi vnetljive, ne. Sicer zagotavlja podjetje, da ima tukaj zelo visoke varnostne standarde, vendar vseeno gre zdaj za povečanje količin, ne, in seveda je zaskrbljenost toliko večja in ne more v bistvu krajevna skupnost sodelovati v nekaterih postopkih samo preko, ne vem, table, da se tam odvija neka zadeva. To je neprimeren način in menimo, da bi moralo podjetje sodelovati in obveščati krajane in krajanke, seveda tudi izvajati tudi vse meritve, ki so nujno potrebne, in seveda tudi obveščati o teh meritvah, ne. Da ne bi bil ta strah toliko večji, ker strah pa je v okolju, predvsem zaradi lokacije, ne. Ja. Kako boste nadaljevali? Pravzaprav boste kako ukrepali, lahko sploh kaj naredite? Ja, v bistvu zdaj, kar smo naredili, da smo to izpostavili, to zaskrbljenost, in vse okrepili tudi s podatki na seji občinskega sveta. Na seji občinskega sveta je s strani predstavnika podjetja Krka bilo rečeno, da bojo pregledali vso to gradivo in odgovorili na vsa vprašanja. Ko bomo prejeli te odgovore, pa bomo potem postopali naprej, seveda pa je nujno potrebno, da se vključi tako občane kot občanke v informiranje, obveščanje, lahko tudi preko krajevne skupnosti, na tem bomo vztrajali. Enako pa seveda bo stekel zdaj postopek za obrat Sinteze 2, ne, postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, okoljevarstveno dovoljenje in ta postopek, tako da pri tem pričakujemo, da bomo seveda s tem seznanjeni in pri tem postopku tudi aktivno sodelovali.